Pozdravljeni v odmevu tedna na portalu domovina.je. Teden, ki je za nami, je prinesel napoved zamenjave prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obvezno dajatvijo, ki jo bomo po novem plačali državnemu ZZZS-ju oziroma po domače vreči brez dna. Bomo pa na ta način se vsaj izognili dobičkom, ki bi se kovali iz vplačil v zdravstveni sistem. No, razen seveda dobičkov tistih, ki jim zdravstveni sistem preplačuje storitve in zdravstveno opremo. No, vlada se medtem ukvarja z osvajanjem vesolja, direktorat za stanovanja na novem ministrstvu za solidarno prihodnost pa ne boste verjeli s kadrovsko popolnitvijo. Nič od tega, kar sem pravkar naštel, ni izmišljeno. No, dogajanje tedna, ki je za nami, pa bova komentirala Peter Marše in VD urednika notranje politične redakcije na televiziji Slovenija, Martin Nahtigal. Martin, pozdravljen. Dober dan in hvala za vabilo. Torej, pogledaj si najprej, kaj smo lahko slišali potem, ko je vlada nepričakovano najavila predčasno ukinitev oziroma zamenjavo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obvezno dajatvijo. Ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vse tri zavarovalnice zgolj in samo zavarovalni produkt. Že v preteklosti smo uporabljali ukrepe za zamrznitev cen. Seveda bi lahko vlada naredila samo to brez vložitve zakona. Ampak to ne bi bilo dovolj, ker bi še vedno imeli privatni interes v tem sektorju. Torej, še prejšnji petek nekako je kazalo, da bo ta napovedana ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prišla na koncu zdravstvene reforme, zdaj pa že ta teden vložitev zakona. Zdaj, res, da sicer je to nekoliko spodbudila zavarovalnica Generali, ki je napovedala dvig cen, pa vendarle je to veliko presenečenje nastalo, pravzaprav v samem vrhu Gibanja Svoboda, vsi ostali so to izvedeli dobesedno tik pred tiskovno konferenco, ki je zadevo najavila. Kako si to spremljal? Ja, gotovo je to v stilu vladanja aktualne vlade, kajti odločitve se sprejemajo na vrhu in se potem pač sledi neka realizacija. Zato pa tudi videvamo, da kljub od napovedanih širokih in temeljitih ter recimo temu sistemskih reform gledamo nekaj, čemur sploh težko rečemo reforme, bolj neke malenkostne spremembe v nekih parcialnih ciljih oziroma interesih, ki zanimajo zgolj očitno nekatere dele vlade, hkrati bodo pa udarile po žepu vse državljane. Tako smo lahko na začetku spremljali neko mini davčno reformo, ki v bistvu ni prinesla ničesar razen nekih parcialnih dvigov davkov. Sedaj gledamo nekaj, kar ne bi pomenilo manj prihranek za državljane, pa v resnici prisilno plačevanje nečesa, za kar so prej vsaj na papirju imeli izjemo. Bodimo realistični tudi v tem. 5% ljudi se je odločilo, da ne bo tako plačevalo, ne? Ja. Da, teh 5% ljudi se sicer ni odločilo, ampak dejstvo pa je to, da pri nas je zdravstveni sistem v resnici neko javno-zasebno partnerstvo kartelnih dogovorov, tako da z tega vidika je predvsem treba zagristi v drugo stvar in to je, kako menedžiramo to zdravje. Namreč očitno je Golobova vlada šla po poti marsikatere vlade predtem, metanje denarja v sistem ne bo prinesel rezultatov. To smo že videli in žalostno je, da poskušajo spet z istim manevrom doseči iste rezultate. Pri tem, da vemo, da se do zdaj že večkrat to pokazalo kot slab način reševanja zdravstvene krize. Dejstvo pa je, da pri nas v zdravstvu, tako kot ste že napovedali v napovedi, poka po vseh šivih oziroma so napake na vseh možnih nivojih, ampak marsikdo tudi v zdravstvu opozarja, da je to problem vodenja v zdravstvu, problem plačnega sistema, kako je nastavljen in tako naprej. Vendar v to pa nihče noče zagrist, kajti s tem se moraš pa nekomu zameriti. Ta vlada pa še vedno poskuša vladati tako, kot da je v opoziciji, biti všečna vsem, hkrati pa sprejemati ukrepe, ki predvsem udarijo po žepu državljane. Kar je posebej strašljivo po svoje, ko smo spremljali te napovedi in obrazložitve, zakaj so se tega odločili, pravzaprav ta demonizacija praktično zasebnih dobičkov na račun pač neke storitve, se pravi praktično karkoli zasebnega oziroma karkoli, kar ustvarja dobiček, je očitno pod to vlado nekaj zavržnega, nekaj, proti čemur se je treba boriti. To je pa že hudo pot nazaj v Jugoslavijo, ne, stran od Švice. No, pač dejstvo je to, da to ni niti pot te vlade, to je pot marsikatere vlade predtem. Predvsem se pa zadeva konča oziroma začne pri tem,
da v šolskem sistemu ne učimo, kaj je proračun, da proračun je skupna vreča, v katero dajemo denar vsi davkoplačevalci in da to ni nekaj magičnega, ki bo rešilo vse probleme. Namreč že marsikatera vlada, vključno s to, poje na to travico v smislu, saj bomo uredili s proračunom, saj bo proračun pokril, saj bo proračun naredil to. Proračun ni ne bitje, ne podjetje, ki bi ustvarjalo neke masovne dobičke, iz katerih bi lahko to pokrivalo. Proračun je naša skupna vreča, iz katere se pač odločamo državljani, glede na to, koga volimo in zakaj, kam želimo, da se denar daje. In očitno je, da si večina državljanov želi pač imeti nižji standard in več plačevati v ta proračun z negotovim izidom, kaj se bo s tem denarjem zgodilo. Tako da z tega vidika je ta vlada ugotovila oziroma dobro igra na to egalitarno finančno podobo Slovenca, povprečnega Slovenca, ki se pravi razume proračun kot nekaj, kar je brez meja in bo urejalo vse naše težave. Hkrati pa za domačim šankom benti čez visoke davke, čez visoke položnice in tako naprej, pri tem, da nekako pa ne uspemo vzgojiti vedno več pripadnikov vsakokratne nove generacije, da bi razumeli, da je pa tukaj neko vzročno-posledično razmerje, ki pa bi ga pametna vlada lahko reševala drugače. Kar je zanimivo, ko so že pri proračunu, ko je praktično identičen zakon predlagala Šarčeva koalicija, je minister Bertoncelj, minister za finance tedajni, napovedal odstop, ker pač ni želel sprejeti tveganja, ki ga tak zakon za proračun prinaša. Takrat se je ocenjevalo nekje 50 milijonov, Bertoncelj je takrat nekako ocenil, da več kot 10 milijonov za to ni pripravljen dati kot finančni minister. Zdaj je ocena nekje med 150 in 200 milijoni, minister Boštjančič pa se praktično smeji. Kako razumeš? No, dejstvo je to, da tukaj sekuje pač politični dobiček oziroma ideja o tem, da kot rečeno, da bo proračun pač rešil vse zadeve. Tudi dejstvo je to, da je dostopnost do zdravstva zelo visoka na prioritetni lestvici Slovencev. In če bi se zmanjšala vsaj nazivna dostopnost do zdravstva oziroma zdravja, kar je v zadnjih mesecih izgledalo s temi čakalnimi vrstami pred zdravstveni domovi in tako naprej, bi gotovo največji udarec dobila politična podpora Golobovi vladi, ki v bistvu delno upada že. In zdaj je tukaj zelo preprosta politična kalkulacija. Zadolžiti se nekje na mednarodnem trgu za desetine ali stotine milijonov je nekaj, kar razume zelo malo ljudi v Sloveniji. Neko neizmerno višjo položnico za dopolnilno zavarovanje ali pa čakati v vrsti na urgenci pa razume vsak Slovenec. In tukaj je zelo preprosta politična kalkulacija, da prvo lahko pometemo pod preprogo, drugo pa pač ne. In to je rešitev vsakokratne naše leve vlade, da pač zadolževanje rešuje neke politične težave, v resnici pa kot rečeno nihče v 30 letih pa ni načel neke resne reforme zdravstva. Mi zdravstvo še vedno rešujemo samo z dodatnim financiranjem. Nikoli nismo pa pogledali, ali je koncept kot tak preprosto pač preživeti. Namreč v starajoči se družbi računati izključno na solidarnost in na vplačila, da bodo dovolj, je pač rahlo iluzorno na dolgi rok. Tako da z tega vidika, če si Slovenci sami sebi želimo dolgoročno vzdržno zdravstvo, bo treba vlado začeti pritiskati ne samo v smer tega, da naj proračun poskrbi, ampak da se tudi reši problem vodenja, problem struktur, problem načina, kako pač naše zdravstvo deluje. In hkrati, tako kot bi morali vzgajati za neko finančno pismenost naše otroke, bi jih morali vzgajati tudi v tem, da kapital ni zlo, da dobiček ni inherentno slaba stvar, ter hkrati govoriti o tem, da morajo biti v državi močne nadzorstvene funkcije nad temi stvarmi. Ampak dokler učimo, da je to samo po sebi slabo, ne moramo pričakovati drugačnih niti načinov, kako se politiki s tem soočajo, niti rezultatov, ki prihajajo iz tega. Še en vidik mi je tukaj zanimiv, in sicer zadeva je nastala dobesedno v samem vrhu stranke, praktično niti vsi člani Gibanja Svoboda niso bili o tem obveščeni. Minister za zdravje Bešič Loredan je prejšnji četrtek v Tarči govoril o časovnici, da bo ta ukinitev nekje v letu 2025, če se prav spominjam. Tudi koalicijski partnerji naj bi o zadevi izvedeli dobesedno pol ure pred samo tiskovno konferenco, pa vendarle se zdi, kot da vsi poskušajo nekako navzven kazati to enotnost, povezanost vlade, ki
češ da ni načeta in potem v javnosti branijo predlog. Ne, stranka Levica, ki je v preteklosti bila izjemno kritična do tega identičnega zakona, ko ga je predlagal tedajni minister Šabeder, ga sedaj podpira na polno. Ne. Kako si razlagaš to sodelovanje koalicijskih partnerjev? Leva sredina pozna nekaj, čemur se reče, kregamo se z zaprtimi vrati in ko se vrata odprejo, stopimo enotno za to stvar, za katero pač je večina za zaprtimi vrati zmagala. Za razliko od desnice, ki se z užitkom kaosa pred kamerami in se potem boža za zaprtimi vrati. Tako da z tega vidika je to edino modro. Namreč, če so vladna ekipa, potem pač zagovarjajo do bridkega konca pač tisto, kar je odločitev vrha oziroma odločitev neke večine. Tukaj se tudi vidi to, da Golob vedno lahko reče, da bo podporo za določene stvari iskal v opoziciji, nima težav s tem, tako da dejansko koalicijski partnerji so v tej fazi v dokaj nemilosti oziroma nekem nesrečnem položaju. Dogaja se jim to, kar se je kdaj očitalo kakšni drugi stranki, ko je bila na oblasti kakšna druga vlada, v smislu, da ne uspe uveljaviti svojega interesa, svojih ciljev in tako naprej, da je bolj privesek. Tukaj se vedno bolj kaže to tudi tem koalicijskim strankam, kajti Golob je pač premočno zmagal volitve za svojo stranko, ki pa jo vodi tako, kot je navajen, vodijo kot menedžer, podjetje, kjer ljudje ubogajo in izpolnjujejo ukaze in je verjetno parlamentarne demokracije bolj malo. Tako da z tega vidika to niti ni presenečenje. Imamo pa hkrati, predvsem analitiki in tudi državljani, unikatno priložnost, da sedaj ni izgovorov več. Po 4 letih te vlade se po dolgem času ne bo mogel predsednik vlade izgovarjati, da je bila koalicijska vlada, da ni mogel, da je mogel sklepati kompromise. Kajti očitno je, da tista stvar, ki jo želi izpeljati, jo izpeljejo na tak način, kot si želijo, da se izpelje. Vsaj tako nas probajo prepričati. Če pa temu ni tako, morajo pa nujno začeti komunicirati drugače, kar bi pa itak v celokupnem vidiku morda bilo modro oziroma bi bil moder premislek. Omenjaš to pucanje za zaprtimi vrati, potem pa enotnost za odprtimi, no na drugi strani v opoziciji pa je bilo precej tega čiščenja tudi pri odprtih vratih, če tako rečem, med velikonočnimi prazniki se je kar precej iskrilo med prvakoma Nove Slovenije in predvsem SDS-a Janezom Janšo, ki očita Novi Sloveniji kolaboracijo, kako bi rekli, z vlado, ne, zaradi dogovarjanja o ustavnih reformah. Po drugi strani pa imamo predlog tudi pravzaprav z desne strani, ne, z strani Pavla Ruparja, ne, o odpravi obveznega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne. To po svoje nenavadno, ne, na eni strani toliko časa smo ga imeli, zdaj bi bili kar naenkrat vsi za njegovo odpravo in na drugi strani to čiščenje na desni, kako to vidiš? No, velikonočni čas je gotovo primeren za nekaj svežega vetra, če se kamen odkotali in se pač spusti luč notri, je pa pač dejstvo to, da gotovo je bilo veliko usklajevanja med tema dvema strankama, tudi včasih, ko so bili v vladi, samo so se pač to dogajale za zaprtimi vladnimi sobanami, ampak zgodovinsko gledano res je zanimivo to, da če spremljamo leta in leta nekega dialoga znotraj leve polovice politične sfere in znotraj desne, je skoraj tako, da ko se leva stran začne recimo temu javno nekaj obdelovati, vemo, da je to ali z nekim višjim ciljem ali namenom, da je čas, da nekoga izločijo, oziroma je to skoraj dogovorno ali pa preprosto rečeno, so res nekomu popustili živci. Medtem ko na desnici je to že skoraj tradicionalno, da te dve stranki merita neko moč, katere meritve je popolnoma brezpredmetna, namreč prihodnje volitve so čez 3 leta in sedaj iskati nek svoj prostor pod soncem je zelo zanimivo. Plus pač očitno je, da so neke zamere lahko sveže, lahko starejšega datuma, ampak kot rečeno, ves ta konflikt verjetno še najbolj ustreza NSI, ki si pač vedno znova obupno ali obupano želi diferencirati od SDS-a. Hkrati pa pač je demonizacija lika Janeza Janše z tega vidika zelo priročno orodje. Tako da vprašanje pa je, zakaj je SDS-u vedno znova potrebna ta mobilizacija izključno lastnega kadra z napadi na nekdanjega koalicijskega partnerja in tudi nazaj kotriranje. Namreč to zanima verjetno zelo majhen del volilnega telesa, hkrati prepričuje zgolj prepričane
in ni nekega tukaj preboja, da bi pa s tem dosegel nek velik porast popularnosti pri enih, pri drugih ali pri obojih skupaj. Gre zgolj za cufanje, morda nekaj tisoč glasov v eno ali v drugo stran. Hkrati nam pa manjka resen strateški premislek, kako dvigniti tretjo stranko, bodi si SLS, bodi si koga drugega, SLS zdaj na nekem enem dobrem procentu, nazaj v parlament, kajti to je pot nove desno-sredinske vlade, namreč pomagati nekomu, da postane tretji, sprejemljiv za neko drugačno publiko, kot jo trenutno nagovarjata SDS in NSI, ali zato, ker nekateri del publike, ki se sicer strinja z SDS-om in NSI-om, jih ima milo rečeno poln kufer in si želijo nekoga tretjega. To je strateški premislek, s katerim bi se mi morali ukvarjati, recimo temu veljaki politične desnice. To prepiranje je pa na koncu dneva že bolj folklora in nekaj, za kar lahko analitiki in voditelji porabimo nekaj minut v katerikoli oddaji. No, SLS, oziroma njen predsednik je bil opažen v družbi Anžeta Logarja na eni izmed nedavnih platform. Je to morda neka pot v to tretjo, se pravi, to tretjo smer, ki jo omenjaš? Popolnoma možno. Dejstvo je to, da pač Anže Logar je nabral kar veliko glasov v svoji predsedniški kampanji. Je pa dejstvo to, da izpod okrilja SDS ne bo izšel brez prask. Tako da je tukaj vprašanje, ali mu je to sploh v interesu, kajti svojo politično kariero je zgradil znotraj SDS-a. Hkrati pa pač vsaka, recimo temu nova generacija, če govorimo o tem, da sta to recimo Balažič, Logar in recimo Tonin, neka mlajša generacija, je gotovo dobro, da je v stiku, da se povezuje v smislu, da goji neke odnose in tako naprej, kajti potem, ko so stresne situacije, ko je potrebno sprejemati odločitve, če so kanali komunikacije odprti, je potem gotovo veliko lažje najti nek kompromis, ko je potrebno kompromis iskati. Z vidika Anžeta Logarja smolo ima časovnica, ne? Namreč na naslednjih volitev je hudičevo daleč in zdaj govoriti o tem, da je to nek pa politični kapital, stvar, ki se jo da dati v predal in potegniti iz predala takrat, ko pride prav, je zelo nespametno. Tako da vprašanje je, če pač gospod Logar ima neko sploh resno tendenco iskati čisto svoj prostor pod soncem. Gotovo pa lahko vodi, se je bil že zdaj večkrat v tej recimo neuradni vlogi nekega bolj sredinskega krila, če hočemo to tako imenovati, SDS-a. Se pravi, je pa odvisno, kaj se bo začelo dogajati kako leto pred volitvami. Gotovo pa ali Logar, ali Balažič, ali oba dva skupaj, ali kakorkoli se bo že te kombinacije sestavile. Dejstvo je to, da pač brez neke resne, močne tretje strukture desno-sredinske vlade pač ne bo. Lahko da bo neka vlada z pač desno-sredinsko stranko v njeni koaliciji, ne bo možno pa govoriti o desno-sredinski vladi. Zdaj, ključni razlog za iskrenje pravzaprav v tem zadnjem tednu je nekako sodelovanje Nove Slovenije pri pripravi ustavnih sprememb z Gibanjem Svoboda in socialnimi demokrati. Je na eni strani to tako velik greh za opozicijsko stranko, oziroma na drugi strani se lahko Nova Slovenija potem, če se ustavne spremembe ne izkažejo kot primerne, ko se pogajanja končajo, lahko se zmore umakniti in reči, ne, tega pa mi ne bomo podprli, čeprav smo sodelovali v pripravah. Mislim, gotovo so zamere starejše že iz začetka mandata, glede okrog teh imenovanj v Komisijo za nadzor javnih financ in pa Komisijo za varnostne službe, oziroma varnostno-obveščevalne službe, in je potem vsak premik po tej recimo premici nekega sodelovanja pač potrebno strani, tako kot SDS komunicira, napast oziroma problematizirati. Dejstvo je, da za ustavne spremembe se pač išče dvotretjinska večina, logično je, da pač se bo tukaj iskalo neko podporo opozicije. Bolj zanimivo je to, da se pač NSI želi odreči s temi ustavnimi spremembami interpelacije posameznega ministra in prelaga stvar samo na interpelacijo celotne vlade, kar je morda z nekega vidika
optimalnosti poslovanja parlamenta bolje. Hkrati je pa dejstvo to, da je to izjemno nehvaležno, kajti če en minister slabo dela in se ga brani zaradi nekega političnega interesa koalicije, zakaj ne bi dali možnost, da pa recimo koalicijski poslanci v glasovanju le priznajo, da ta minister jim ne ustreza, kajti če govorimo o, vsaj v teoriji, neki poslanski neodvisnosti in glasovanju po lastni vesti in vse te občasno neumnosti, ki jih slišimo z ust očitno glasovalnega stroja ene, druge ali tretje stranke, je pač dejstvo to, da se potem to sprevrže v zgolj interpelacijo celotne vlade s celo situacijo naredi zelo nehvaležno. Tako da z tega vidika sodelovanje pri ustavnih reformah je gotovo nujno, prav je, da je glas opozicije tam zraven. Je pa bolj vprašanje tudi, ali bodo opozicijski oziroma ali bodo podporniki opozicije vsebinsko vrednotili to sodelovanje. Namreč sodelovanje samo zaradi sodelovanja samega gotovo ni dobro in gotovo ne sme biti cilj. Zdaj, če gremo naprej, ta teden smo izvedeli, da se je nekako število migracij v Sloveniji povečalo za 300%, v Trstu se je število migrantov povečalo za 4-krat, Avstrija je ta teden znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, čemur Slovenija sicer ostro nasprotuje, pa vendarle nič kaj dosti. Zoper to ne more, grozi nam celo, da bi se lahko zgodil nadzor tudi na meji z Italijo, vsaj tako je nekako razumeti namige ministra Mateja Salvinija, ki je bil do zdaj vedno kritičen. Kako Slovenija se v tem znajde, v tem migracijskem toku, po svoje s tem sporočilom režemo ograjo, nismo jo kaj dosti še zaenkrat podrli, pa vendarle, naša vlada nekako se zdi, da nima nekih pravih orodij, s katerimi bi se s tem migracijskim valom pravzaprav spopadla. Mislim, dejstvo je, da trenutno notranji minister, kljub temu, da se zelo izogiba kamere, kadarkoli daje izjave, izpade, kot da živi v svojem svetu. Namreč Avstrijci so ta teden napovedali, da bodo z 11. majem podaljšali še za pol leta nadzor na meji. Zabavno je to, da je bil minister na obisku v Rimu in rekel, da bomo odlično sodelovali na področju mešanih patrulj in da ne vidi, da bojo Italijani karkoli spreminjali, in potem Salvini naslednji dan ali celo isti dan kasneje tiskovko in reče, razmišljamo o tem, da bomo tudi mi zaprli mejo. Se pravi, očitno je, da ne dojema, kaj se dogaja v regiji, ne dojema, kakšna je v resničnosti situacija. Hkrati se pa mi želimo malo tolažiti s tem, da smo prehodna država, da pri nas pač ljudje ne ostajajo, ne zaprošajo za azil, odhajajo naprej in tako dalje. Vendar dejstvo pa je, da če bo enkrat Italiji in Avstriji po domače rečeno počel živci in bojo dejansko zaprli meje, kajti tudi ta zapora meje, bodimo iskreni, je bolj na papirju kot v resnici, pač s poostrenimi kontrolami in tako naprej, bomo imeli pa realen problem. In govoriti o tem, da za vsako ceno izpolnjevati neko predvolilno obljubo o podrtju oziroma odstranitvi ograje, hkrati pa ne zagotavljati nekih nadomestnih ukrepov, ki bodo v bistvu uredili prečkanje meje oziroma varovali našo mejo, je pa izjemno neodgovorno. Hkrati pa tolažba v tem, da se je Schengen prestavil na hrvaško mejo, kjer vemo, da je meja izjemno prepustna, kjer je varnostno tveganje po ocenah določenih strokovnjakov visoko za migracijske tokove, pa pomeni, da pač si dejansko zaradi neke črke na papirju zatiskamo oči, kakšna je realna situacija. In hkrati tudi, če bi že govorili o tem, kar večkrat Levica omenja, da pa rabimo nove kadre, pa da rabimo nove moči, pa da bomo z prihodi migrantov reševali nataliteto, potem pa to vsaj pri tem namenu naj bo ta vlada iskrena, kajti situacija, v kateri bivajo ljudje, ki čakajo na azil, begunci, migranti in tako naprej, so grozljive. In tukaj tudi Slovenija se nedostojno obnaša do ljudi, ki iščejo, lahko ocenjujemo, koliko upravičeno, to ocenjuje tudi postopek o pridobitvi azila, iščejo zaščito, iščejo pomoč, da se za njih poskrbi tako, kot se zagre. In na drugi strani pravzaprav tisti, ki pa bi radi prišli delati v Slovenijo, imajo pa nemalo birokratskih ovir pri tem. No, seveda, dejstvo pa je, da hkrati pa nekega resnega premika pri zakonodaji, ki bi nam omogočila prihod nekega visoko usposobljenega kadra ni, ampak v osnovi se tukaj stvar konča s tem, ko spreminjamo davčno politiko v smer, v katero jo očitno želimo spreminjati. Tako da vse ostale spremembe, tudi čeprav bodo verjetno tudi telepotne, popolnoma brezpredmetne, če naše davčno okolje, kar je predvsem obremenitev naših plač, ne bo bolj prijazna do vseh nas,
in hkrati morda z nekim časovnim okvirom bolj prijazno tudi do kadrov, ki jih potrebujemo ali si jih želimo iz tujine. No, vlada bi med tem probleme reševala z osvajanjem vesolja. Če citiram državnega sekretarja, Slovenija je majhna na zemlji, a želi postati velika v vesolju, zato bomo v naslednjih 3 letih namenili 20 milijonov evrov, kar je v vesoljskem programu, bi lahko rekli, drobiž. No, gotovo, pač Slovenija tukaj ima nekaj rezultatov, imamo podjetja, imamo raziskovalce, ki delajo na tem področju. Bolj se bojim, da so te ljudje in ta podjetja uspešno delovala, preden se je na nje obrnila luč in oko države, tako da morda si te pozornosti niti ne želijo, kajti gotovo iz preteklih izkušenj vidimo, da zanimanje države za določeno področje prej naredi več škode kot koristi. Hkrati pa je bizarno, če se spomnimo nekaj tednov stare izjave premierja Goloba, ko govori o tem, da bomo zagnali največji investicijski cikel v zgodovini države in potem omeni 100 milijonov in hkrati v isti sapi omenja vesoljsko tehnologijo. Pač, kdor visoko leto nizko pade, mi potrebujemo investicijski cikel, to je dejstvo, vendar potrebujemo ga v industrije in v strateške usmeritve, ki Sloveniji zagotavlja neko boljši standard, ki nam zagotavlja uresničevanje prioritet, ki jih imamo. Recimo zanimivo je to, da je popolnoma z mize zginil kakršenkoli napredek na področju gozdarstva, lesne predelovalne industrije, nečesa, kar imamo največ. S tem se v bistvu ne ukvarjamo, oziroma vsaj kmetijsko ministrstvo o tem ne komunicira. Ne govorimo več o niti ne razvoju Luke Koper, ne govorimo več o tem, kaj se bo zgodilo z drugim tirom, kako hitro ga bomo zgradili, a bo res znotraj časovnic. O 3. razvojni osi smo ravno včeraj ali predvčerajšnjem bili priča, kako ministrica podučuje krajane, kaj je res in kaj ni res o tem, ki bo tekla železnica med Ljubljano in Kranjem. Tako da z tega vidika morda vesoljsko tehnologijo prihranimo za kdaj drugič in raje investiramo v stvari, ki jih nujno življenjsko potrebujemo za dobrobit naših državljanov. Mogoče celo je bilo teh 20 milijonov koristneje porabljenih za naš zdravstveni sistem. No, ko so že pri investicijah, eden večjih investitorjev na svetu je v te dni dal intervju za BBC, govoriva o Elonu Musku, ki je pred kratkim ali pa nedavno kupil Twitter in pri tem prinesel kar nekaj sprememb na to družbeno omrežje, do katerih je marsikdo kritičen, no vendarle pa je nekako precej utišal novinarja BBC-ja. I'm just curious. I'm trying to understand what you mean by hateful content. And I'm asking for specific examples. And you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me whether my feed, whether it's got less or more. I'd say it's got slightly more. That's why I'm asking for examples. Can you name one example? I honestly don't use. Honestly, I you don't. Can't name a single example. I'll tell you why. Because I don't actually use that for you feed anymore. Because I just don't particularly like it. But you said actually, a lot of people are quite similar. I only look at hang on a second. my You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last 3 or 4 weeks. And then how did you see the hateful content? Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen for you hateful content. I'm asking for one example. Right. And you can't give a single one. And I'm saying I say, sir, that you don't know what you're talking about. Skratka, novinar ni našel niti enega primera sovražnega govora, s čimer ga je Musk precej utišal, pa vendarle so kritike zelo glasne, kako ti vidiš situacijo. Iz vidika slovenskega okvirja je pač Twitter specialistično orodje za novinarje in za agitatorje, vse ostalo v bistvu ne igra vloge. Je pa z vidika tega čisto uporabniške izkušnje, ker tudi samo uporabljam Twitter, ta tako imenovana For You časovnica res zanimiv produkt Twitterja pod Elonom Muskom, namreč tudi samo opažam, da veliko nekih vsebin, ki me v resnici ne zanimajo in me pa puščajo pod vtisom, da spodbujajo neko konfrontacijo mene z ostalimi uporabniki. Mi daje misliti, da mogoče je nekaj na tem, hkrati pa žalostno, da
gospod v intervjuju ni najdel nekih primerov, oziroma ali se jih ni spomnil ali ni bil na to pripravljen, ampak ta tako imenovana For You časovnica je zanimiva stvar tudi za spremljati v prihodnje, kaj ti ugotavljati, ali res Twitter kot tak pelje ljudi v konfrontacije, ker jih sooča z mnenji, ki si jih ne želijo slišati ali pa s katerimi se ne strinjajo in s tem gradi večjo bazo klikov, ogledov in tako naprej, pa lahko dolgoročno povzroči veliko hude krvi, popolnoma pa nepotrebno. Ja, zanimivo je, da pravzaprav je nekako javno novinarstvo, javna medijska hiša BBC pravzaprav zapravila priložnost resnega intervjuja, oziroma jih je pravzaprav intervjuvanec nekako postavil v koš, ker niso bili dobro pripravljeni. No, spodrsljaji se pač dogaja, to je dejstvo vsem medijskim hišam in vsem novinarjem, tako da z tega vidika mogoče tema sama ni toliko njegov spodrsljaj kot to, na kar je zelo nerodno želel opozoriti. Tako da z tega vidika bo gotovo zanimivo spremljati Twitter in to njegovo orodje naprej, oziroma časovnico. In tudi dogajanje, kar midva redno počneva. Martin, hvala za današnje komentarje v odmevu tedna. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tem tednu. V italijanskem Trentinu je 26-letnika med tekom ubil medved. Populacija zveri se povečuje tudi v naši zahodni sosedi, medtem ko nekateri naravovarstveniki opozarjajo, da z medvedi enostavno ne znamo živeti. Kmetje v Sloveniji opozarjajo predvsem na povečano število napadov volkov, odstrel katerih pa blokira odločba sodišča na pobudo nevladnih organizacij. Policija je identificirala 5 mladoletnih povzročiteljev medvrstniškega nasilja v enem izmed nakupovalnih središč v Celju ter žrtev, na katero so se spravili. Skrb vzbuja očitno pomanjkanje empatije, tako pri storilcih kot pri množici, ki je dogajanje opazovala, se nad njim naslajala in ga snemala, nihče pa ni priskočil žrtvi na pomoč. Žrtev napada je bil ta teden tudi nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Med jutranjo kavo v lokalu ga je verbalno napadel neznanec, ki je nato nanj zlil vodo. Napadalca, ki ga je uspel slikati v hrbet, je Hojs prijavil policiji. Italija bo ekološke vandale kaznovala z visokimi globami. Ukrep je usmerjen predvsem proti organizaciji Zadnja generacija, ki izvaja okoljske proteste na način, da z barvo ali kako drugače poškoduje kulturne spomenike. Za takšen vandalizem bo po novem zagrožena kazen do 60.000 evrov. In pa iz odločanja o noveli zakona o RTV Slovenija je izločena sodnica Neža Kogovšek Šalamun. Predlog za izločitev je podal predlagatelj ustavne presoje Peter Gregorčič, ker je Šalamunova 20% zaposlena na Mirovnem inštitutu, ki je bil del kampanje za referendum za uveljavitev zakona. Predloga za izločitev sodnika Klemna Jakliča in Mateja Ačeta sta bila zavrnjena kot prepozno vložena. Tako pri koncu smo, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Spremljajte Pota domovina. Ukolikor želite podpreti neodvisno novinarstvo, se nam tudi naročite ali na tiskani tednik ali na spletno naročnino. Mi pa se v odmevu tedna znova vidimo prihodnji teden. Do takrat pa nasvidenje.